Medobčinsko društvo za gluhe in naglušne za Gorenjsko, Auris Kranj, že skoraj 60 let izvaja posebne socialne programe za osebe z okvaro sluha na Gorenjskem. Skozi najrazličnejše dejavnosti se njihovi člani vključujejo v širše družbeno okolje. Programi so komunikacijski most med svetom slišečih in gluhih in omogočajo gluhim bolj enakopravne možnosti, slišečim pa boljše razumevanje težav, s katerimi se soočajo osebe z okvaro sluha. Letos jim je Zavarovalnica Triglav za izvedbo programa Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v širše družbeno okolje, v katerem bodo sodelovale gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, donirala 2000 evrov. Izročam del sredstev namenjenih za humanitarne zadeve vam, vašemu društvu Auris, ki se vrsto let že trudite, kako z določenimi projekti omogočati boljšo vključitev v socialno okolje, ker marsikdaj se zavedamo, da je to izredno težko. In z vašo aktivnostjo, jaz mislim, da bomo tudi z našimi del sredstev pripomorili, da boste te aktivnosti še boljše in še bolj intenzivno peljali in omogočili svojim varovancem, da zaživijo polno življenje v okviru lokalnega okolja. Člani društva so bili donacije izredno veseli. V njihovem imenu nam je predsednik društva zaupal, da ima donacija prav poseben pomen, saj je na dan prejetja sredstev društvo praznovalo 59. rojstni dan. Osnovni namen te donacije Zavarovalnice Triglav je spodbuda za razvoj kulture gluhih, predvsem pa za prepoznavnost dejavnosti naših uporabnikov gluhih in naglušnih, in pa končni namen ali pa posledica te dejavnosti tudi prepoznavnost naše invalidnosti in pa našega društva. Vemo, da je gluhota je pač nevidna invalidnost in posledica te nevidnosti tudi manjše prepoznavanje v javnosti in pa, bom rekel, še posledično pa tudi manjše razumevanje ali pa nerazumevanje javnosti te invalidnosti. Zahvalo društva je s pesmijo, ki ponazarja težave, s katerimi se soočajo gluhi in naglušni, ponazorila dolgoletna članica društva. Vprašaš, zakaj v družbi molčim? In mnogi čudno se zdim. Rada bila bi Prešerno vesela, če bi njih govor prav razumela. Nikogar za milost ne prosim, udarec narave v srcu jaz nosim. Se znova in znova trudim tako, da bi bilo drugim in meni lepo. Zatorej te prosim, ne kriči tako, se k meni obrni, povej mi lepo. Zavarovalnica Triglav vsako leto objavlja razpise, na katere se lahko prijavijo organizacije, društva ter zavodi s področja športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti. In se je društvo Auris prijavilo na razpis, prikazalo program, kaj delate, kaj delajo, kakšne rezultate imajo, mi nekako ovrednotimo in dejansko iz te vloge, ki nekako dobimo, omogočimo in rečemo, to je v redu, super delajo, imajo vizijo, imajo določeno zgodovino. Vsa društva, organizacije in zavodi se lahko prijavijo na razpise, ki jih Zavarovalnica Triglav objavlja na svoji spletni strani www.triglav.eu.
3-krat letno, saj do zdaj smo imeli te javne razpise preko spletne strani in je dostopna vsem društvom, ki imajo to vrstne želje, to vrstno idejo, poslanstvo in na tem je, da dobro prikažejo, da dobro delajo in potem stvar odločitve ni težka. Predsednik društva si želi, da bi bilo takih dogodkov še več, saj je to velika spodbuda za kulturne dejavnosti v njihovem društvu. Kulturne dejavnosti v našem društvu imajo že kar dolgo zgodovino. Imamo različne, umetnike, od slikarjev, rokodelcev, raznih ustvarjalcev, pri ženskah so to bolj ročna dela, kvačkanje, pletenje. Pravzaprav že naslednje leto, ko bomo imeli 60 let delovanja, pripravljamo eno razstavo vseh teh kulturnih dejavnosti, ker bo tudi v sklopu te donacije v teh, bom rekel, čudnih časih. Imam jaz osebno samo eno željo, da bi javnost, pa politika, pa občinski funkcionarji prisluhnili oziroma da bi nas znali poslušati. Veliko opozarjamo in v medijih, in preko spletne strani, in preko vašega medija, spletne televizije na probleme gluhih, ampak občutek imam, da nas nihče ne posluša, vsaj od tistih odgovornih. In od vseh teh, ki lahko karkoli pomagajo, si želim predvsem to, da bi nas poslušali.